Dobrodošle, drage gledalke, cenjeni gledalci v oddaji Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z valdorfsko vzgojiteljico Hadejo Adevo Horvat. In moje ključno vprašanje je, kaj pomeni pristna vzgoja? Pristna vzgoja je unikatna vzgoja. To pomeni, da ima vsaka družina drugačno vzgojo in da se starši zavedajo te avtonomnosti, ki jo imajo. Vedno bolj smo nagnjeni k temu, da naše otroke vzgajajo strokovnjaki, da iščemo, kaj z otroki je vse narobe. Dejansko pa imajo starši dovolj moči, seveda greš lahko do strokovnjakov, to sploh ni vprašanje. Ampak bolj gre za to, da starši dobijo tisto občutek avtonomije nazaj. To bi jaz rekla, če si ti avtonomen, če se ti zavedaš, kako pomembna je vzgoja v celici, to se pravi v družini, mikrokozmosu, potem si ti lahko močen in pristen. Zato, ker nisi v zanikanju, ker nisi v dvomu, tudi če ga kdaj pobiksaš. Otrok ve, da si se trudil. Otrok ve, da je to človeško in otrok tudi ve, da si ti potem šel čez te ovire in si potem nekaj novega naredil. In to je najboljša popotnica za otroke, da vejo, da nek poraz, bom rekla, ali pa neki izziv ne pomeni konec, da to pomeni samo pridobitev novih veščin in novih znanj. Torej tudi pri vzgoji velja, da ni ključ v popolnosti, ampak v pristnosti. Glejte nas na Ljubljana TV, oddaja Pristna ženska. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca in prinaša dodano vrednost tudi drugim. Danes z velikim veseljem gostim Hadejo Adevo Horvat, izjemno žensko, valdorfsko vzgojiteljico z bogatim znanjem in izkušnjami, pridobljenimi na poti skozi številna evropska mesta. Hadejina zgodba je preplet ljubezni do ljudi, iskanja resnice in strasti do ustvarjanja podpore za otroke in starše. Zasnovala je program 7 korakov, ki družinam pomaga najti svoj edinstven vzgojni stil. Hadeja je ena tistih žensk, ki je pogumno izstopila iz pričakovanj drugih, si dovolila leto dni počitka v praznini ter iz nje korak za korakom zgradila svojo pot, ki je danes v popolnem skladu z njeno pristnostjo. Iskreno sem vesela, da danes sedi tukaj z menoj. Draga Hadeja, srčno dobrodošla. Hvala, draga Suzi, za povabilo in hvala. Dobrodošla tudi ti. Z največjim veseljem, Hadeja. Hadeja, ti si 2 leti nazaj res pogumno zapustila pričakovanja, zahteve drugih, zapustila redno zaposlitev, se umaknila v praznino in pustila si čas, ampak kaj te je privedlo k temu pogumnemu koraku? V bistvu stiska. Jaz kot vzgojiteljica sem vedno delala 100%. Torej zavedala sem se vse odgovornosti, ki jo kot odrasla oseba prinašam otrokom. In ko so se začele v meni spremembe, bom rekla, pogojene s starostjo in tudi izčrpanostjo, sem ugotovila, da ne morem več tega dela opravljati na tak način, da bi bila otrokom zgled, da bi otroke podpirala. In ker nisem mogla nositi te odgovornosti, da kljub temu ostanem, sem pač se odločila, da je bolje, da grem. To je zelo pogumen korak, v bistvu zapustiti redno zaposlitev, poslušati sebe in se umakniti v praznino. Kako si ti občutila to praznino? Si se mogoče soočala z vidiki sebe, s katerimi se sicer ne bi? Seveda. Ja, najprej je bilo to, da jaz sem po naravi zelo gonilna sila, znam zelo, ne vem, rada organiziram, rada delam in kar naenkrat nisem imela česa organizirati. Čeprav je bila to
recimo ta misel o miru je bila zelo, zelo vabljiva, sem na koncu ugotovila, da me ta mir plaši. Ja. Zato, ker enostavno sem se znašla brez nekih etiket, ne? In dejansko se poistovečamo z nečim, to se pravi z delom, ki ga počnemo, in potem kar naenkrat ni bilo ničesar več. Ja, ljudje se bojimo te praznine, ker, tako kot praviš, tam je tiho, prazno, ničesar zunajnega ni, na kar bi lahko usmerili pozornost, kar bi nam dajalo neko varnost. Kako si ti vseeno ostajala v stiku sama s sabo v tem času, ko si se v bistvu iz zunanjega sveta vračala v svoj notranji svet in se spoznavala mogoče na novo? Ja, definitivno. V bistvu je odprl se je čisto en novi svet, ne. Dejansko jaz sploh nisem vedela, kaj bom delala. Mene je to delo z otroki, oziroma jaz sem čutila, da tega ne morem več opravljati, nisem pa vedela, kaj pa bi. Nisem pa želela opravljati tega, kar jaz mislim, da bi morala. To se pravi, mož mi je rekel, Hadeja, zdaj imaš priložnost delati samo to, kar te veseli. In to je bilo meni, ne, ja, okej, ampak kaj, ne? No, in potem sem v bistvu šla v to, da sem gospodinjla, da sem skrbela za svojo družino, da sem skrbela za vrt in da sem bila v dajanju. In sem si velikokrat, sem se poskušala čim večkrat spomniti tega, da kako srečo imam, kak blagoslov je to, da lahko to v miru počnem. Ker to je v bistvu, lahko dam prispodobo, ne, to mirovanje je ključno za osebnostno rast in izgleda nekako tako, kot da damo seme v zemljo, ki potem potrebuje čas in nego, da ko je čas, skali. Ja. Torej, v tem času si ti skrbela zase, negovala sebe, svojo notranjo bit, da si lahko na novo vzklila. In kot si rekla, so bile vse te dejavnosti, s katerimi si se ukvarjala, blagodejne. Kaj si takrat najbolj ključno spoznala? Takrat sem najbolj ključno, kar sem spoznala, je bilo to, da moram štartati na nek način iz tega, kar imam. Da moram nehati loviti tisto, česar nimam in kar bi naj imela. Ampak da moram najti tisto lepo v tem, kar imam, ker sem si predstavljala tako, ne. Ja. Če bi jaz brala knjigo o eni ženski, ki si vzame leto dni časa, ki jo mož 100% podpira, ki ima otroke že kolikor toliko zrele, odrasle, bi rekla, wow, kako je njej fajn, ne. Jaz, ko sem se pa znašla v tem, ne, ko pač čisto na vlaku čustev in kaj bi moral in kaj ne bi smel in kaj ni okej in kaj naj bi bilo okej, pa v bistvu to sem doživljala čisto drugače in to je bilo tisto glavno, ne, bi lahko rekla. Takrat sva se sprehajale tudi po gozdu in si mi zaupala tako svoje izzive kot stiske, ki je v bistvu bil en preplet različnih sil, od tega, kako bom preživela brez rednega dohodka, brez redne službe, do teh notranjih dvomi, strahovi, negotovost glede prihodnosti. Ampak kako si našla potem sredi teh vrtincev navdih, da si korak po koraku začela graditi še eno neuhojeno pot, ki pa je se potem izkazovala vedno bolj v skladu s tabo? V bistvu nisem vedela. To je bilo za mene prvič v življenju, da nisem vedela, kaj bom počela, ampak sem se samo prepuščala, dejansko vse sem še poskušala kontrolirati, ker je pač to bilo tak močen del mene, ne. Ker vedno smo bile naučene na tak način, da dejansko nismo znale ženske energije, pač jaz nisem znala ženske energije, vedno je pač mogla biti neka akcija, kontrola, regulacija in in v bistvu je bilo to, da sem se mogla prepustiti in se spraševati, kaj mene veseli. In potem sem dobila za božič eno zanimivo knjigo z naslovom Vi ste otrokovi prvi učitelji, to se pravi starši, ne. In sem šla jaz to knjigo brati in je v bistvu, bom rekla, ena taka srčika valdorfske pedagogike skozi domače življenje.
In sem potem tam ugotovila, ja, vseeno bom jaz to delala, ne. Nisem pa še vedela, na kak način. Na kak način, ne. Ja, to stanje, v katerem smo tako zelo močno vzgojene bile, navajene, torej to moški način delovanja, preiti potem v ženski način bivanja, je velik prehod in ga lahko v bistvu narediš samo v času miru in tišine. Si uporabljala kakšne rituale, dobro prakso, neke dnevne mini rituale, ki so te vse bolj sidrali v to stanje biti? Najbolj je bilo pisanje, dnevno pisanje, torej neke evalvacije svojega življenja, potem tudi to, zakaj sem hvaležna. Veliko sem se sprehajala. V bistvu je bilo bolj to, ker jaz sem prej ogromno tehnik počela, mislim, res meditacije, reikija, ne vem, ne bom zdaj pač, ne spomnim se vsega, v glavnem. In zdaj sem pa rekla, ne, Zdaj boš pa samo nič več tega. Zato, ker vedno potem spet odkrivam, da me nekdo drug usmerja nekam, ne. Tu sem pa nekako začutila, da sem dovolj stara, da sem že polnoletna, da lahko jaz izumim način, ki bo meni blizu. Ja. Hadeja, nadaljujeva po kratkem predahu, vrnemo se prav kmalu. Dobrodošli nazaj v oddaji Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z valdorfsko vzgojiteljico Hadejo Adevo Horvat, s katero deliva mnenje, da se zunanje spremembe začnejo dogajati, ko spremenimo svoje notranje dogajanje. Takrat pa smo vedno bolj v stiku sami s sabo, vse bolj začutimo svoj smisel, svojo smer, svoje gradnike, k svoji pristnosti. Povej mi, Hadeja, kako pomembna je pristnost pri vzgoji otrok? Samo pristna oseba je lahko prisotna oseba. Torej, ko se jaz zavedam sebe, potem se lahko tudi zavedam otroka. Ko vem, kje se jaz končam, potem vem, kje se otrok začne. Torej, prisotna ne pomeni to, da sem jaz super, da sem jaz idealen starš. Seveda sem za tistega otroka. Ampak če sem jaz pristna, če je starš pristen, pomeni, da se zaveda, česa ne zmore in kaj zmore in kaj lahko naredi. Je bolj v enem realnem stiku s samim sabo, ne, in svojim vzgajanjem. Povej mi, kako se izraža vzgoja, ko starši niso v stiku sami s sabo, ko niso pristni v svojem vzgojnem pristopu, kako se to odraža na starših in potem seveda, kako to izražajo otroci? Otroci, predvsem otroci do 7 let starosti, se odzovejo na notranje stanje odrasle osebe, nikoli na besede, ker oni še niso v intelektu in ne morejo razumeti, kaj mi govorimo. In če starš ni pristen, prisoten in recimo reče, to vemo obe, ne, pojdi se spraviti spat, pa delaš neko delo naprej. In še rečeš, otrok seveda ne bo šel. Pa ti spet rečeš, pojdi se spraviti spat. In to večkrat ponoviš in potem pač ponavadi bolj ponoriš, mislim, starši se ponorijo. In otrok pa je zmeden, ker ne razume, kaj se je zgodilo. Ker otrok starša ni čutil prej, ni ga zaznal in se ni imel na kaj odzvati. In potem pa dobi to, bom rekla, bombo teh čustev na sebe, tako, in on ne razume tega. In otrok tudi ne razume frustracije starša, on samo čuti silo. In ponavadi v tistem, ko on čuti silo, otrok instinktivno hoče to silo odbiti nazaj. In potem smo v tem odnosu. V tej dinamiki, ne? Ampak tukaj zatrčimo v bistvu na dve nasprotujoči se sili, ne? Tako. Za vzgojo otrok je potrebna pristnost, prisotnost starša, realnost. Starša je pa vse prej od idealnega. Preplavljeni so z stresom, vsakodnevnimi obveznostmi, odgovornostmi, dvomi, skrbi, negotovost glede prihodnosti. Kako ti staršem svetuješ, da sredi teh vrtincev življenja pa se vendarle vrnejo nazaj k sebi, da so prisotni in iz te prisotnosti in pristnosti pristopijo potem v vzgojo? Zdaj bom to rekla eno besedo, ki jo ne maramo najbolj, in to je red. In to je družinski red. In to ne pomeni, da bom jaz sebe po vojaško, oziroma da se starši po vojaško, bom rekla, naravnajo skozi dan,
ampak da dejansko najprej ugotovijo, kje se nahajajo, kaj so njihove kvalitete. Jaz najprej dam poudarek na kvalitete, ker v tem času smo vedno bolj nagnjeni k temu, kaj je z mano narobe, kaj še moram narediti. In jaz mislim, da moramo najprej ozavestiti, kaj imamo, kje je moja moč, in potem jaz lahko vem, kaj jaz zmorem. In potem so starši avtomatsko bolj realni pri svojih pričakovanjih. Jaz lahko imam en idealen cilj, ampak jaz ne vem, kdaj bom jaz ta idealen cilj dosegla in sem lahko vmes frustrirana. Če pa jaz vem, kaj so moje dobre strani in kje me zmanjka in kaj so dobre strani mojega partnerja in kje njega zmanjka, in potem midva to uskladiva in potem ponavadi ugotovijo starši, da se prekrivajo, da so z namenom skupaj. Ampak šele, ko se gre po tej poti raziskovati dragulj, raziskovati svetlobo, ne pa kazati na to, ti ne zmoreš, ti tega nisi, ker smo tako ali tako navajeni, hitro pademo v to. V iskanje krivca oziroma odgovornega v drugi osebi, ne pa pri sebi. Kako se začne spreminjati potem vzgoja staršev, ki se enkrat podajo, recimo skozi en tvoj program ali pa s tvojo podporo k temu pristnejšemu pristopu? Kako se začnejo starši spreminjati? To je zelo zanimivo. Jaz imam pač ta program je zastavljen na tak način, da najprej pridejo starši k meni, mi povejo, kakšna je njihova situacija, kje imajo izzive, potem pa grem jaz k njim domov na obisk. Zelo zanimivo. In starši so zelo veseli, ko jaz tja pridem. In potem jaz grem večkrat na obisk, če me povabijo, ker mi potem povejo, ne vem, mi imamo tako jutranja rutina, večerna rutina in grem takrat tja. Potem prijeta vsak starš posebej tudi k meni, za nalogo, da napišejo to, kar sem govorila, kje sem jaz močen, kje potrebujem podporo. In potem začnejo počasi, se začne ta sprememba. Proces, ker je dejansko to notranji proces, predno se začne v bistvu izražati v zunanjem svetu. Kako se spremeni odzivanje otrok, ko starši spremenijo svoj, bom rekla, prejšnji pristop vzgoje, potem pa ga spremenijo, postajajo bolj pristni, bolj prisotni, bolj v stiku sami s sabo. Kako se potem otrok odziva na to spremenjeno stanje starša? Ja, to je taka čarovnija, ne. Že ko pridejo starši prvič k meni, pa se mi pogovarjamo o družini, ne, rečejo, da ko so prišli domov, da je bilo že čisto drugače. Ker otrok vedno zazna, da se dela v dobro njega, ne. In tako je tudi naprej z raznoraznimi spremembami dnevnega ritma. Zato pa je tako pomembno, da starši sami nastavijo sebi dnevni ritem. Nisem jaz za to tam. Jaz sem tam samo zato, da jim osvetljujem, da jih malo usmerjam in oni sami rečejo, to bomo zmogli, tega ne bomo zmogli, da pridemo sploh do tega, da smo odrasli. Kako se spremeni družinska dinamika, ko se enkrat postavijo stvari na pravo mesto z nekim ritmom, z nekim redom, ki ga starši začutijo kot pristnega in otroci? V bistvu se zelo spremeni, zdaj pač odvisno tudi od osebe do osebe, pa od družine do družine. V bistvu veliko se spremeni zaradi tega, ker grejo iz vloge žrtve v vlogo ustvarjalca. To je taka glavna poteza, ki se skozi to delo pač ustvari. Ker dejansko mi gremo gledati to, mi gledamo na otroka, ampak gledamo iz tega, kaj je njim bilo odvzeto kot otrokom. Torej staršem, kar jim je bilo odvzeto kot otroku, kar sami niso doživeli. Tako. In kaj lahko oni sebi dajo kot starš. To se pravi samo očetenje in samo materinjenje. In zdaj, kaj lahko jaz naredim, da bom podprta? Sama zase. Tako. Kako naj jaz komuniciram z mojim partnerjem, da me bo slišal? Torej, kakšne rane imam jaz iz otroštva? Oče ni slišal mame, na primer. In zdaj se potem ta mama avtomatsko umika, ker oče ni slišal mame, ker mi imamo v celičnem zapisu to. In ko to začnemo, da mi ugotovimo, da smo lahko otroci
da lahko svojega otroka nagradimo noter v sebi, Ja. da si lahko kupimo sladoled in da se lahko vležemo Ja. na tla, če se nam nič ne Ja, da, ja. potem gremo čisto z druge točke štartamo, ne? Nismo več, ne borimo se več. Ker dejansko se v bistvu borimo za svojim zunanjim otrokom, zato ker se borimo za svojim notranjim otrokom. In ko svojega notranjega otroka sprejmemo, verjetno tudi potem smo toliko bolj pristni, toliko bolj prisotni in toliko lažje pristopimo k svojemu otroku. Ja. Povej mi, kateri trenutki te pri tvojem delu najbolj ganejo? To, ko mi otroci, zadnjič mi je en otrok, ko sem imela povezovalne ustvarjalnice, srček narisal, ker so risali, pa napisal: Hadeja, pojdi se na morje spočiti. Recimo, to so take, ne? Ja. Ali pa ne vem, ko rečejo mame, ja, zdaj pa 2 dni bo šel v Hadeji, ko imam te počitniške ustvarjalnice, pa mi gremo, pa ne, pa to ni fair, jaz bi šel pa en dan. Torej, to, ko tisto nevidno ustvarjaš, otroci so tisti najbolj pristni, otroci povejo tako, kot je. Jaz nimam občutek, da ne vem, kaj delam za njih. Ne? Pristna si. Jaz jih sprejmem, take kot so, in jim tudi postavim meje. Jaz jih ne, bom rekla, jaz jih negujem, ampak na način, ki je za njih dober. Ne? In tu se mi potem srečamo in imam včasih kar kurjo kožo, ko vidim, kaj naredijo recimo pri meni v zahvalo, ker sem jaz njim nekaj dala, pa ne, bom rekla, jaz jim pripravim recimo lutkovno pravljico in potem oni z mojimi gibi pripravijo to pravljico. Recimo, to je za mene neprecenljivo. Nadaljujeva po kratkem oddahu, se vrneva skoraj. Dobrodošli nazaj v oddaji Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z Hadejo Adevo Horvat, waldorfsko vzgojiteljico, ki pri svojem delu podpira starše in otroke k bolj pristnemu, bolj prisotnemu načinu vzgoje otrok. Hadeja, nahajaš se verjetno pogosto v sredi nečustvene družinske dinamike, ki od tebe zahteva potrpežljivost, umirjenost, sočutje, razumevanje. Kako ohraniš svoj steber umirjenosti? Jaz sem se to že v vrtcu učila, skozi waldorfsko pedagogiko, skozi antropozofijo smo nekako se učile, kako objektivno opazovati vse situacije. In že med šolanjem smo imeli najprej opazovanje rastline, drevesa, in potem smo tudi v vrtcu delali redno opazovanje otroka. In to je ključno. Da znaš opazovati in se ne čustveno upletati. Seveda si moram velikokrat reči, ker vidim, recimo mene najbolj zanese to, ko so mamice v stiski, ki bi jim rada pomagala. In si moram vedno reči, to je njeno, tu sem jaz. Jaz sem tu, jaz njo lahko nekako podprem, tako, in lahko zastavljam vprašanja, lahko ji dam te literaturo za prebrati, ampak dejansko preboj in korake pa mora narediti sama. Ti imaš res neverjetno veliko znanja iz waldorfske pedagogike, vede o človeku, antropozofiji, tega si pridobivala po različnih evropskih mestih. Povej mi, kako te je to znanje, te izkušnje oblikovalo kot žensko, tvoje osebno, poklicno življenje? Najprej me je resetiralo, me je čisto sesulo, podrlo na tla, zato ker sem enostavno mogla čisto v drug steber stopiti, nekam čisto drugam. Zdaj bom pa rekla, zdaj pa se počutim, najprej skozi to znanje sem najprej razumela, kaj se je meni kot otroku dogajalo. Zakaj imam jaz ene, bom rekla, sprožilce zdaj, kako moji čuti delujejo. In skozi to sem začela potem graditi malo Hadejo, da sem lahko potem ustvarila veliko Hadejo, na novo se je rodila potem velika Hadeja. Da je to znanje, to vedenje, to, da si v bistvu sama sebe skozi to znanje peljala v svoj osebni razvoj, usmerilo potem tudi, da si rekla, to bom pa jaz tudi poklicno delala? Ali to, ker je bil preplet? Tako, to je bil preplet. Preplet. Ves čas. Waldorfska pedagogika, antropozofija, veda o človeku se je potem prepletlo čez celo tvoje
življenje? Tako je bilo. Jaz sem bila, ko sem bila stara 24 let, sem živela v Avstriji, v Celovcu. Tam sem negovala konje in moja prijateljica, ki je tam živela, je imela otroke v Valdorfskem vrtcu. In tek sem jaz sploh prišla v stik z valdorfsko pedagogiko in tam se je rodila ljubezen na prvi pogled ali prvi dotik, kakorkoli. Tako. In tu se je potem začelo vedno bolj prepletati. Valdorfska pedagogika temelji tudi na zavedanju, da se vse dela v skladu z ritmom narave. Vse ob pravem času, na pravem mestu, tudi pri vzgoji otrok. Ja, absolutno. Recimo, če bi čisto na kratko, da najbolj nazorno povem. Poletje je čas izdiha narave, takrat je cvetje, vsega je polno teh vonjev in zvokov. Potem se zemlja gre v izdih počasi na jesen, zima in potem gre spet v izdih spomladi. In če gledamo otroke, otroci so poleti sebe, vroče jim je, tekajo, so kot kaki metuljčki. In potem jeseni, ko je prehod na noter, je veliko težav z njimi. Zbolevajo, so frustrirani, kričijo, takrat so glasni, recimo. Isto se pa zgodi potem spomladi. In zdaj je to ta čas. In jaz bi rekla, če upoštevamo ciklus letni, da otroka podpremo, potem vemo, kakšne dejavnosti mu dati, da ga podpre, da ne zahtevamo od otroka, da dela nekaj, kar ga ne podpre, kar ga v bistvu rani. In isto je v toku dneva in toku tedna in meseca. Otrok se v prvih 7 letih uči dihati. In bolj on, recimo, kak smo mi, ko se nam nekaj nepričakovanega zgodi. Ker zatrepetamo, ne? Tako, to se pravi, zadržimo dih. Tako. In otrok je tak. In zdaj, če pa otrok ve, da nekaj v ritmu, to se pravi, zjutraj vstanem, se recimo oblečem, grem k zajtrku, se umijem zobke, se obujem, grem v vrtec. Če je vsak dan enako, potem otrok se sprosti. Ker je varno. Tako. Če pa bomo mi, recimo, enkrat bomo, ne vem, se takoj najedli, pa potem, ne vem, se obuli, oblekli, pa potem, če bomo tu mešali, je tu že, ko bo otrok skozi, kaj pa zdaj, kaj pa zdaj, nemir se ustvarja, ne? Tako. In zato so ti otroci, velikokrat zdaj opažamo, kako so otroci nervozni, kako so otroci jezni. Ampak za jezo se skriva vedno nemoč, vedno se skriva strah. In otrok dejansko rabi ritem zato, da dobi občutek, da je življenje dobro. Da se lahko zanese. Tako. In da je vredno odrast. Če pa mu mi že zdaj ga pripravljamo na odraslo življenje, se ga je pa treba pripraviti na ta svet, dejansko pa mu mi vzamemo možnost kreiranja sveta. Jaz vedno rečem, otroci, ki so se zdaj rodili, bojo ustvarjali svet čez 30 let. Mi jih ne moremo in nimamo jih pravice tiščati v naš svet. V naš kalup, ne? Kako jih lahko recimo mama, ki je v stiku sama s sabo, ki pristno in prisotno deluje iz sebe, pri tem podpre. Torej vloga mame, ženske, da ohranja ta ritem, to pretočnost, to zaupanje v življenje. Mama, bi rekla, mora najprej za sebe poskrbeti, se povezati z ženskami, ki podobno čutijo, mislijo, tako, da ni tračanje, ampak da je nekaj, kar te nahrani. Da si najdejo tisti krog ali pa tudi dejavnost, za katero ona ve, da ona pride v stik s svojo ženskostjo, da je to pa samo ona. Da naredi nekaj, kar nima odzadaj neke koristi, druge kot to, da se ona dobro počuti. Ker mi, recimo, bom dala primer, mama rada plete in bo šla se relaksirati s pletenjem, zato da bo otroku spletla pulover. Spet je razdajanje. Tako. Mi pa moramo zase poskrbeti. Jaz bi rekla to, in da se zavedajo, da dejansko s tem, ko dajo sebi mesto, dajo tudi svojemu partnerju mesto. Da ne rabijo one vsega. Jaz vem, to je težko, ker tudi jaz sem bila taka, da sem pač hotela kontrolirati, ker pač tako smo bile vzgojene. In da se svet ne podre, ker se res ne. In
kaj se zgodi še več, ne? Zgodi se en čudež, zgodijo se ene rešitve, do katerih sploh ne bi prišlo, če bi pač jaz hotela recimo vse vnaprej vedeti in vse naprej kontrolirati. In naloga mame je, da hrani ognjišče doma, da je sprejemajoča, da otroka, bom rekla, tudi razvaja na nek način, ampak to govorim o čustvenem razvajanju. Oče pa je tisti, ki kaže otroku svet, ki kaže, kako se funkcionira v svetu. Pogum mu daje, potrditev, samozavest, akcija, mama pa umirjanje, ampak mama je lahko umirjena, daje samo, če je tudi sama umirjena. In tu pridemo spet do tega protislovja, da mame mislimo, da se moramo razdajati, biti vedno prisotne, sebi odrekamo zato, da bi otroko dajali in potem pridemo v nepristno vzgojo, namesto da bi poskrbele zase, bile pristne, prisotne in potem iz tega polnega stanja podelile sebe, otroku in družini. Tako, res je. Tadeja, kateri nasvet bi bil zate eden od prvih in ključnih ali pa temeljnih nasvetov, ki bi ga želela predati staršem, našim gledalkam in gledalcem? Jaz bi rekla tako, dejte iskati dobro. Iščite dobro v sebi, iščite dobro v svetu, iščite dobro v svojih otrocih. Dejte iz obilja, tisto, česar imate veliko. In potem boste videli, se vam bo odprl čist en drug svet. Zaupajte si, da imate moč. In če boste izhajali iz obilja, boste prepoznali to moč, ki jo imate v sebi. Jaz vam res želim vse dobro. Draga Tadeja, tako lep zaključek si naredila. Srčna hvala, da si z nami podelila svojo zgodbo, kako si se umaknila iz nekih zahtev zunanjega sveta, počivala v praznini, našla sebe, svojo pristnost, iz tega zgradila sebe nazaj, poklicno pot nazaj in sebe daješ v polni pristnosti. Drage gledalke, cenjeni gledalci, verjamem, da ste prepoznali, kako pomembna je, da smo pristni in da to ni samo darilo za nas in naše življenje, temveč tudi za naše otroke. Hvala za vašo pozornost in se vidimo v naslednji oddaji Pristna ženska.